Opazili ste, da vaš sluh ni več takšen, kot je bil. Morda se vam zdi, da ne slišite dobro v hrupnem okolju, težko sledite pogovorom ali pa preprosto pogrešate zvoke, ki so bili nekoč za vas samoumevni. Če je tako, ste pripravljeni na naslednji korak. Če imamo težave z sluhom, je vsekakor potrebno najprej obiskati družinskega oziroma izbranega zdravnika, da opravi osnovni pregled in na ta način izključi eventualno zamašitev sluhovoda z ušesnim maslom ali pa kakšno vnetje. Ali pa lahko tudi eventualno vidi, če je kakšna sprememba na bobniču ali kakšna perforacija. Vkolikor se potem postavi sum na naglušnost, potem referira bolnika naprej v specialistično obravnavo. Najprej pacienta izprašamo in skušamo ugotoviti, koliko časa ta naglušnost traja, ali je imel kakšna vnetja, ali ima še kakšne pridružene simptome, kot recimo šumenje v ušesu, bolečine v ušesu in tako naprej. Potem pa pogledamo uho. Tukaj večinoma uporabljamo mikroskop za to, očistimo uho in potem pristopimo k preiskavam. V bistvu osnovna preiskava je audiometrija, se pravi, da bolnik posluša zvoke pri določeni frekvenci in določeni jakosti. Na ta način dobimo, bi rekel, stanje sluha, tako imenovan audiogram, kjer potem vidimo, za kakšno naglušnost gre. V grobem rečeno pa so 3 vrste: zaznavna naglušnost, prevodna naglušnost, ta nastane, kadar so neke težave v prevajanju zvoka do notranjega ušesa, in pa tretja, mešana, kombinacija ene in druge. Bolnik ima pravico do slušnega aparata, kadar je trajno okvarjen sluh najmanj na 2 frekvencah, to je približno na nivoju 30 decibelov. Tako bolniku potem predstavimo možnosti rehabilitacije sluha, če je ta možna kirurško, mu jasno seveda ponudimo to možnost, kolikor pa so tu možnosti izčrpane, pa mu potem ponudimo možnost testiranja slušnega aparata. Specialist potem izda naročilnico za testni slušni aparat, ki je namenjena tistim, ki prvič uveljavljajo pravico do slušnega aparata. Pri izbiri slušnega aparata je treba upoštevati več dejavnikov, kot so stopnja in vrsta izgube sluha, življenjski slog, želje uporabnika ter splošno zdravstveno stanje. Mi pogledamo, kakšna je krivulja tega audiograma, pa tudi stanje bolnika. Imamo recimo bolnike, ki so bili v preteklosti operirani in imajo recimo večjo operativno votlino v predelu ušesa. Recimo gre tudi za določene oblike zaznavne izgube, ki so bolj izrazite v visokih frekvencah. Potem gledamo, kakšna je svetlina sluhovoda. Potem nekako svetujemo zastopniku, kakšno vrsto slušnega aparata naj izbere. Obstajajo tako imenovani zaušesni slušni aparati, ki se fiksirajo na uhelj. Potem so tudi posebne oblike vložkov, ki omogočajo prezračevanje sluhovodov, to je tako imenovana odprta prilagoditev. Za take večje votline je pa potreba po vložkih, ki dobro tesnijo, in pa obstajajo potem še v sluhovodni slušni aparati in še celo manjši, ki so najmanjši, in pa v ušesni, ki so nekje nekoliko vidni iz sluhovoda. Tudi zastopnik lahko pol ob testiranju eventualno da predlog za kakšno drugačno obliko. To bi rad poudaril, da je fino to, da lahko bolniki testirajo slušni aparat do 3 mesecev. In to pomeni, da lahko pri zastopniku testira več slušnih aparatov, zato si je potrebno vzeti čas. No, potem pridejo do nas in mi testiramo, koliko besed razumejo, testiramo enozložnice in gledamo procent razumljenih besed, in pa testiramo tudi zvok, ki jih sliši z tem slušnim aparatom, in primerjamo stanje, kakršno je brez slušnega aparata. Potem se pa še pogovorimo s pacientom, hkrati pa tudi
resni ponudniki napišejo poročilo, kjer opredelijo, kakšen slušni aparat so mu dali, napišejo, koliko časa nosi, a so imeli kakšne težave pri prilagoditvi slušnega aparata in pa tudi zadovoljstvo pacienta. In če so, bi rekel, te zadeve, ti faktorji nekako ugodni, potem se odločimo za predpis slušnega aparata oziroma napišemo naročilnico za slušni aparat. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije določa, kolikšen del stroškov slušnega aparata krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Pravico imate do slušnega aparata za eno ali obe ušesi, pri čemer zdravstveno zavarovanje krije stroške tako za standardne kot za zahtevne slušne aparate. Zdravstveno zavarovanje krije stroške standardnega slušnega aparata v vrednosti 450 evrov, za zahtevnejše slušne aparate, ki so namenjene osebam mlajšim od 20 let, pa krije 850 evrov. Če se odločite za nadstandardni slušni aparat, doplačate razliko do polne cene izbranega slušnega aparata. Jaz sem naglušna od rojstva, imam starša, ki sta gluha, brat je pa tudi naglušen, samo da on ne uporablja slušnih aparatov, jaz pa jih od majhnega. Jaz od majhnega uporabljam nadstandardne slušne aparate, starši pa uporabljajo te osnovne. Starši ne morejo imeti istih aparatov kot jaz, ki jih začne motiti zvok tu pa tam ali pa preveč slišijo in so navajeni malo bolj osnovne zvoke poslušati. Se pravi, trenutno imam take aparate, ki jih lahko sama nastavim tudi na telefonu. Ne vem, naprimer, da bi rabila fokus na eno osebo, ki je pred mano in da bi hrup v okolju znižala, se lahko to naštima na telefonu. Lahko pa tudi poslušam muziko preko aparatov, telefonski klic lažje opravljam zaradi tega, ker pač se povežem preko Bluetootha na aparate. Meni slušni aparati pridejo vsak dan prav. In pri komunikaciji, in pri poslušanju muzike v avtu. Ne uporabljam jih samo, če sem z družino. Zdravstveno zavarovanje krije tudi ušesni vložek, ki je izdelan po meri posameznikovega ušesa. Krije tudi popravila. Aparati se kdaj pokvarijo, mogoče najbolj tistim, ki so veliko v športu in zaradi vlage se potem hitreje kvari. Jaz osebno pri mojemu slušnemu akustiku je bilo zmeraj vse brez problema. Takoj so mi ponudili pomoč, takoj so mi popravili, takoj so našli neke rešitve, da sem dobila kakšen nadomestni aparat, da sem potem lahko isto vsak dan normalno funkcionirala. Slovenija, kar se tiče predpisa slušnega aparata in dostopnosti do slušnega aparata, precej odprta. Se pravi, zavarovalnica plača za slušni aparat približno 450 evrov na vsako stvar. Je pač znanstveno ugotovljeno, da slabša komunikacija nam otežuje izobraževanje, tudi pri starejših lahko vodi v hitrejšo demenco. Slušni aparat mora preživeti vsaj 6 let, zato je ključnega pomena dobro sodelovanje s slušnim akustikom, ki vam bo pomagal, da boste aparat pravilno uporabljali, vzdrževali in nastavili. Z letom 2026 se bo v Sloveniji začela izvajati nacionalna poklicna kvalifikacija za slušne pripomočke, ki jo bo izvajala Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. To bo zagotovilo še višjo raven strokovnosti in podpore slušnih akustikov.